Čem je razlog, da je vlada prekinila to točko obravnavati poročila Darsa in pa bo to v torek nadaljevala? Poglejte, gre za zelo obširno tematiko. Bilo je pripravljeno poročilo Darsa, oziroma ta informacija, ki jo je v vladno proceduro predlagalo Ministrstvo za promet. Vlada je danes kar nekaj časa namenila za tej temi, tako informacij strani Darsa, kot tudi pomenem odstopu uprave Darsa. Vendar pa je bil dogovor na seji vlade tak, da se razprava še ne zaključi, da se bo razprava nadaljevala in takrat se bo potem sprejeli tudi ustrezne odločitve in pa sklepi, ki so s tem v zvezi povezani. Kaj pa se snimi in zato vrnate, ali tudi sprejeli po pomišljenju ali ne? Kaj sta bile v povezavi s tem, sta bile sprejeti dve točki in sicer predlog uredbe v načinu določanja višine letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu. Vlada ga je sprejela, vendar le opozarjam, da to ne velja za motorna kolesa, osebne avtomobile in priklopnike, ker višina dajatve ostaja nespremenjena. Zakon o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu v 4. odstavku 5. člena določa namreč obveznost, da vlada pripravi predpis, s katerim opredeli podrobnejši način določanja in višino letne dajatve za posamezne kategorije in podkategorije vozil. Uredba, ki je bila danes sprejeta, upošteva informativni izračun vsote predlaganih dajatev na trenutno stanje vozil v Sloveniji. Samo groba primerjava z zbranim povračilom za uporabo cest v preteklem letu je ta znesek 107 milijonov 103 tisoč 812 evrov in pa predvideno po novi uredbi, ki je danes sprejeta, pa znaša 104 milijone 71 tisoč 39 evrov. To se pravi, da je primerjava pokazala skoraj popolno ujemanje novega in starega sistema. Nekoliko so sicer prihodki nižji, gre za dobre 3 milijone dolarjev, ki so posledica večjih olajšav tovornim vozilom in avtobusom. Tako da obnovim, gre torej za znižanje letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu glede na ekološki razred motorja. Je bila pa sprejeta še točka 1.5, govorimo pa pri predlogu sklepa o določitvi višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3500 kg. In to je vlada sprejela. S tem sklepom pa se določa 10% dvig višine cestnine za tovorna vozila, ki je bil dogovorjen med Ministrstvom za promet in predstavniki avtoprevoznikov v primeru, da se zniža letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu glede na ekološki razred motorja, in tem sem govoril naprej od prejšnjo točko. S povečanjem cestnine se povečuje koncesijska dajatev, iz katere se odplačujejo zapadle obveznosti poplačila kreditov za gradnjo avtocest, s tem tudi finančna vzdržnost avtocestnega programa. Tudi za slovenske prevoznike se je bistveno posebno. Meni zanima, ali je bila uprava Darsa prisotna pri tej točki dnevnega reda in predvsem katere rešitve je predlagala, točke dnevnega reda nima oznake, zanima, kaj so tiste konkretne stvari, ki jih je uprava Darsa sprejela, da se je ta škaj še ne bo ponavljala. Ne, uprave Darsa ni bilo na seji vlade, na seji vlade so prisotni predsednik vlade in ministri. Šlo je pa za, rekel, bolj ali manj izčrpno informacijo o ukrepih, ki jih izvedla uprava Darsa, ki bodo pripomogli ali pa ki naj pripomorejo izboljšanju stanja na področju Novograda. Zdaj konkretno ne bi navajal, ampak mislim, da ni nobenega razloga, da vam pač tega poročila ne bi začeli lahko z njega samo govoriti, kaj lahko uprava Darsa ocenila, da mora storiti, kaj od tega je izvedla in kaj od tega pač je faza realizacije. Kakšna je bila razprava, je bila polemična, so se mislili, da vam seznanili s tem, kaj se, ali so bila kakva kontramnenja oziroma je kdo sportoval? Razprava je bila zanimiva, tudi so zanimive razprave ministra pri vsaki točki vlade, vendar pa ni v moji navadi, da bi komentiral posamezne razprave posameznih članov vlade, tega nisem delal do sedaj in se vam tudi